Lepo pozdravljeni, spet smo tu v Odmevu tedna. Tokrat je z nami komentator Sebastijan Jeretič. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Gospod Jeretič, začnimo s tisto najpomembnejšo, najodmevnejšo zgodbo tega tedna. To je bilo sojenje Janezu Janši v Celju in seveda protestni shod pred sodiščem. Kaj se je dogajalo? Zdaj bi mogoče začel čisto politološko, ne? Evropska civilizacija, moderna, seveda temelji na pravni državi. In avtonomija pravosodja je nekaj najpomembnejšega za moderno Evropo. Ampak to seveda prinaša tudi določeno odgovornost. To pomeni, da prinaša tudi nalogo pravosodju, da samo poskrbi za svoj položaj. Mi smo včasih govorili, da so zdravniki bogovi v belem, zdaj se kaže, da imamo bogove v togah. Vsaj tako si nekateri domišljajo, ker ne razumejo, da ta avtonomija ne pomeni, da so oni zdaj sveto zaščiteni v nekem svetišču, ampak oni delajo za nas, oni delajo za ljudstvo in njihova naloga je, da poskrbijo za pravico, za ljudstvo. To se pa zdaj enostavno ne dogaja. Tako kot v vsakem sistemu je seveda tudi v pravosodju pride do gnilobe. In njihova naloga je, da bi to gnilobo sami počistili. In ker tega ne počnejo, potem enostavno ne more biti sprejemljivo, da cmizdrijo takrat, ko politika se kritično izraža do njih in ko ljudstvo na ulici zahteva pravico. In jaz mislim, da je v taki situaciji edino, kar je demokratično dejansko, da ljudstvo zahteva oblast in zahteva spremembe v pravosodju, ker pravosodje samo ne počisti svoje gnilobe v svojih vrstah in zaradi tega bom rekel zelo grdo, potrebna ena demokratična deratizacija tega sistema. Pa mogoče bi samo dodal še zelo na kratko en drugi primer, ki kaže, ker zdaj bomo rekli, tle, ja, Janša, politika in je to potem seveda takoj politična delitev v oceni, ali pravosodje dela prav ali ne, nekaterim odpisujejo milijone, nekaterim pa vlečejo neke procese desetletja. Ne? En drugi primer je recimo takšen, ki ga spremljam zdaj že nekaj let in ga enostavno res stežka razumem, da se v Sloveniji danes lahko kaj takega dogaja. Tjaša Andrej Prosenc je odvetnica, ki je ena najmočnejših oseb v starem komunističnem omrežju, ki še vedno vlada naši državi. Federico Pignatelli, ki je bil njen klient, dejansko se bori na sodišču, da dokaže, da ga je odvetnica izneverila. Pred 25 leti je bila zastopnica njegovega podjetja, ki ima v lasti stavbo na Wolfovi 1, to je sploh ena tragična zgodba iz povojnega nasilja komunistov nad določenimi ljudmi. In Federico Pignatelli je takrat jo zadolžil, da v sodnem registru zabeleži ugotovitve skupščine podjetja in ji dal nalogo, da med drugim seveda, da je on še naprej direktor podjetja. Ona je enostavno izneverila svojega klienta, poneverila pri notarju zabeležko in njegovo mamo upisala kot direktorico, pri čemer je sodišče celo od nje zahtevalo sklep o razrešitvi Pignatellija, ker ga ni imela, so z roko nekaj pripisali. Skratka, bizarna zgodba, ampak stvar je v tem, da na osnovi tega koraka se je zvrstila potem cela vrsta nekih svinjarij. Od tega, da je pridobila stanovanje v tistem objektu, svojemu sinu trgovino in tako dalje. In ko je Federico Pignatelli čez 10 let šele ugotovil, da vso to obdobje se je dogajalo ponarejanje, seveda je bil šokiran, pa da se razumemo, to je poslovnež svetovnega kova, ki enostavno v glavi ni imel čipa, da ga lahko odvetnik na tak način izneveri. In kaj se je zgodilo? Zadeva, ko pride na sodišče, enostavno ne gre nikamor. Ko je bila prijavljena odvetniški zbornici, so najprej založili tisto prijavo in ko je čez nekaj let obnovil prijave, enostavno niso mogli več založiti, ampak niso ugotovili razlogov za discipliniranje odvetnice, ki je na ta način izneverila in tega sploh ne skriva. Ona pravi, da je ocenila, da je sin hotel malo zlorabiti mamo in je raj dala mamo za direktorico. Torej, nekaj enostavno nerazumljivega za eno pravno državo. In to je zdaj samo en takšen primer. In to Federico Pignatelli, ki je, kot sem rekel, poslovnež svetovnega kova, kaj šele nekomu enemu Janezu Novaku iz ulice, ko se sooči z nekom, ki je v omrežjih moči tako močan. In pravim, te gnilobe pravosodje samo
ne počisti. Toliko, da pojasnim, to je neka Majerjeva stavba v Točno središču to, Ljubljane pri Tromostovju. Gre o tem za govorite, dejansko ne? vnuka Emerika Majerja, ki je med vojno pomagal partizanom, ščitil njihove družine, pa so ga kljub temu po vojni brutalno mučili, ubili, hčerko Doris Majer, posiljevali in golo in boso pregnali čez Alpe, pa je kljub temu, ko se je Slovenija osamosvojila z svojim izjemnim položajem z svojo močjo v Italiji in v drugih krogih pomagala Sloveniji pri priznanju države, zato je bil potem tudi takoj razveljavljen sklep o konfiskaciji objekta na Wolfu Viena in ga je še pred postopkom denacionalizacije, ki se seveda še vedno vleče, pridobila. No, in ravno tam so se dogajale take svinjarije. In pravim, ko odvetniška zbornica ne opravi svoje naloge, ko pravosodje samo ne počisti gnilobe v svojih vrstah, potem je popolnoma normalno, da to ljudstvo zahteva na ulici. Ker tukaj ne gre za Janeza Janšo, tle gre dejansko za vprašanje Slovenije in vloge, ki bi jo pravosodje moralo odigrati v eni moderni, civilizirani državi. No, zdaj se tudi Janez Janša je dejal, recimo, navajam, več je bilo izjav, če slovenskemu krivosodju rečete mafija, žalite mafijo. No, je pa tole povedal v videoposnetku, pa poglejmo. Slovenija je v špici, v evropski špici po številu sodnikov na prebivalca. Hkrati smo v sami špici po tem, koliko sodb je padlo zaradi kršitve človekovih pravic na Evropskem sodišču za človekove pravice. Se pravi, več je sodnikov, manj je pravice v tej državi. Tisoči to čutijo na konkretnih primerih, vidijo tudi, kaj se dogaja drugim in enkrat bo tega dovolj. No, torej, seveda, lejte, to je zdaj to, kar tudi vi govorite, kakšne so zdaj možnosti, ne? Jaz razumem, da ljudje želijo vedeti naslednje, ne? Recimo v tem Trenta primeru, ki ste ga omenili, ki se menda vleče že zelo dolgo. Torej, kaj je tu kaznivega, če človek kupi nepremičnino po neki ceni in jo proda dražje? To vendar vsi počnejo. Mislim, navaden človek, jaz se ne spoznam na pravo, ampak ne razumem sploh te logike. Kaj je zdaj tam to? dejansko ne gre za neke milijone, ki bi lahko bili dejansko zlorabljeni, ampak za neko čisto normalno prodajo po ceni nečesa, kar je redko. Ker še danes, če se vozite po Trenti, seveda gor ni parcel objektov, pa tudi če bi se en tak majhen objektek samo tam prenovil. Ne? Skratka, gre dejansko za neke bizarne politične procese, katerih namen sploh ni priti do konca. Namen je enostavno mrcvariti enega politika in to se je dogajalo še komu drugemu v Sloveniji, je pa zanimivo seveda, da se to dogaja samo enemu delu političnega prostora. Ali bo zdaj to vse se znašlo na Evropskem sodišču za človekove pravice, kot je napovedal Janez Janša? Ali kako? Zagotovo, ali pa se sploh ne bo, ali pa bo Ustavno sodišče na koncu ugotovilo, da je bilo vse narobe. No, mislim, da bistvena zadeva, ki je tukaj za pogledati, je dejansko tudi statistika res določenih sodnikov. Obstajajo sodniki, ki jim po 90% sodb pada na višji instanci in se jim ne zgodi čisto nič. Celo se dogaja, da sodniki, ki imajo izjemno slabo statistiko, da tako rečemo, napredujejo, prihajajo na visoke položaje. Skratka, problem je v tem, da ob dejansko pomembni vlogi avtonomije pravosodja, to poleg pravic nosi tudi odgovornost. In slovensko pravosodje se je izkazalo kot neodgovorno za vlogo, ki jo v moderni civilizaciji igra avtonomija sodne veje oblasti. In kaj se lahko zgodi? Jaz mislim, da so tukaj zelo velike težave zaradi tega, ker levi blok, ki državi vlada večino časa, seveda nima nobenega namena karkoli spreminjati, kadarkoli pa se desnica dotakne samo kot kritiko pravosodja. Se ni bilo nobene poteze v nobeni Janševi vladi, ki bi želela spremeniti kakšen sistem, kot se recimo pred leti dogajajo na Poljskem, pa verjetno zaradi podobnih razlogov. Ne? Če pa bi se zgodilo, da bi desnica to zahtevala, bi začel Bruselj skakati in pošiljati neke inšpekcije v našo državo, češ da gre za iliberalne posege v civilizacijsko pridobitev avtonomije pravosodja. Jaz mislim, da bo enostavno tudi Slovenija potrebovala en
mandat radikalnih sprememb in upam, da bo prišel čas za kaj takega in mislim, da je povsem upravičeno, da ljudstvo zahteva spremembe na področju pravosodja. No, Janez Janša je tudi izjavil, takole navajam, to je šele začetek upora proti krivosodju, kot je rekel sam, ki bo trajal, dokler bo treba. To se pravi, kaj lahko razberemo iz tega? Da bo to verjetno ena pomembnejših točk tudi predvolilne kampanje. Ne? Zahteva po pravici, zahteva po reformi pravosodja bo verjetno pomemben element. Zdaj bo pa tukaj glavna seveda odgovornost spet na ljudstvu, na kakšen način bo gledala na to. Ali bo gledala kot na neko, bom rekel, zlorabo politike, ki ščiti svoj hrbet in bom rekel, ohranjanje vere v čistost sodišč, ali pa bodo tudi na podlagi številnih drugih primerov. Vse kot pravim, jaz mislim, da bi bilo treba razgaliti vse primere, ki recimo padajo v končni fazi res na Evropskem sodišču, da prikažejo, da je problem v pravosodju in da so upravičene zahteve po spremembi. In tukaj večina glavnih medijev, večina, bom rekel, politike na oblasti z pomočjo evropskih centrov moči, seveda vsakič, ko pride do vprašanja pravosodja, govorijo o tem, da je treba sodbe spoštovati, pravosodje je avtonomno in se ne sme nihče v to vtikati. Ne? Ampak ta avtonomija, kot sem rekel, prinaša tudi odgovornost in slovensko pravosodje te odgovornosti očitno ni sposobno. No, ampak če gremo na sam ta dogodek, mogoče lahko pogledamo spet to sliko, da se spomnimo, to je bilo veliko ljudi, zdaj zgodila sta se še dva incidenta, bi človek rekel, ne? Med vsemi temi ljudmi je bil nek možakar v kavbojkah, puloverju z revolverjem za pasom. Ne? Jaz mislim, da bodo torej stalna praksa centrov moči na levici je, da bodo skušali inscenirati nek incident. To sta bila dva dogodka. Najprej ta domnevno policaj v civilu s pištolo, ki je zelo nasilno se obnašal do številnih starejših, in drugo, popolnoma nerazumljivo, avtomobil RTV-ja, ki je zapeljal v slepo ulico polno ljudi in mi res ni jasno, kaj so si mislili, ker je popolnoma običajna reakcija, da ljudje prestrašeni, ko avto zapelje v njih, seveda mogoče tudi udarijo po tem avtu, čeprav tudi to ni bilo na vseh videih, ki so bili prikazani nikjer vidno. Ne? Skratka, jaz mislim, da bo prihajalo do poskusov, da se inscenira incidente in da se prikaže vse, ki so kritični do pravosodja kot dejansko nasilneže, kot nekaj skrajnega, nevarnega. In ravno tu, še enkrat poudarjam, bo pomembno, na kakšen način bo tista, da rečemo, politično neutralna javnost interpretirala vse to dogajanje. In tlele ne verjamem, da bodo mainstream mediji sposobni svojo vlogo v civilizirani državi nekako opraviti, to je korektno poročanje. Videli smo že, da je RTV celo sodeloval v insceniranju incidentov s tem, ko je avto zapeljal nekako med ljudi. In to bo pa zelo nevarno dogajanje v prihodnjem letu in pol do volitev. No, jaz mislim, da bodo zelo močni poskusi diskreditacije opozicije tudi na ta način, da se bo skušalo inscenirati nekaj takega, kar bi se lahko zgodilo, če bi ljudje recimo tistega policaja v civilu napadli, ker ni bilo dejansko nobene oznake, ne vidi se iz aviona, da je nekdo policaj in bi se lahko zgodilo, da bi ljudje v strahu skočili na njega in potem bi bilo to seveda spet škandalozno, da so ljudje napadli policaja ali kaj podobnega. Ne? Pa kako je to možno? Ne vem, to je res nerazumljivo. No. Jaz mislim dejansko, da gre tukaj za poskuse insceniranja incidentov. In seveda razumljivo spet RTV Slovenija zraven, ko gre za Janšo in pač to, o čemer govorimo. Dobro, zdaj mogoče greva na te dogodke, ki niso tako odmevali, pa vendarle mogoče odmevajo. Torej, vlada, ne? Vlada je dobila višjo podporo. Ne? A veste, zdaj 36,3% zdaj podpira vlado, oktobra 26,3%. Povejte mi, kaj je vlada naredila v tem času? Ljudstvo rado zaniha, ne? In vsi mislici skozi zgodovino so opozarjali, da demokracija zahteva kvaliteto
na vseh straneh, ne samo pri vladarjih, tudi pri ljudstvu. Vlada je kaj naredila? Naredila je nekaj propagandnih potez, ki so očitno en del javnosti prepričali. To pomeni, da je zadnji hip rešila neumnost, ki jo je sama povzročila. Recimo, kar se tiče omrežnine na računu za elektriko. Ne? Torej, najprej so pustili, da se je nekaj zgodilo, do zadnjega spali, pol pa zadnji hip prišli kot rešitelji, pompozno povedali, da ne bodo dovolili, da ljudstvo plačuje več. Ne? Skratka, in očitno del javnosti lahko tudi zaniha ob takih momentih. Ne? Ampak do volitev je še leto in pol in bistveno, kar je za spremljati, so seveda trendi in trendi mislim, da se gibljajo v to smer, da ljudje niso zadovoljni s to vlado in to se bo težko dolgoročno obrnilo, ker je dejansko ne vidi se rezultatov, ki bi trajno lahko zdržali neko propagando. No in vlada ne podpira še vedno 50%. Tako da tudi ta rezultat ni zdaj blesteč, ne, ob vsej propagandni mašineriji, ki jo imajo. Ja, no dobro, druge stranke, recimo, če pogledamo, SD, zdaj takole, SD bi podprlo 7,6%, Levico 5%, Novo Slovenijo 4,5%. Torej, kaj je z drugimi strankami? Zdaj, najprej je treba razumeti, kakšna je sploh vloga teh anket. Vprašajo te, kako bi volil, če bi bile to nedeljo volitve. Ne? Ampak to nedeljo ne bodo volitve. To je torej neka hipotetično, umestno preverjanje neke politične klime. Glavni problem, ki ga vidim v vseh teh anketah, je velika netransparentnost medijev pri predstavljanju metodologije. Mi imamo popolnoma različne ankete, ki se primerjajo in se dajo nekako, se prikazujejo kot nekaj podobnega. Imamo najprej določene ankete, ki sprašujejo ljudi na priklic. Torej, moraš sam povedati, koga bi volil. Potem imamo pa druge ankete, kjer ti naštejejo stranke, pa se opredeliš. Že to dvoje seveda ni isto. In dejansko je nemogoče primerjati že ta dva pristopa k anketiranju. Potem imamo pa še nekaj popolnoma drugega. To je pa poudarjanje. Naredila se je nova stranka s tem in tem, naredila se bo nova stranka s tem in tem. Koga bi pa zdaj volili? Ne? To pomeni še bolj sugestibilna vprašanja in nemogoče je zaradi tega primerjati, če se ne razume metodologijo v ozadju. Da se razumemo, jaz seveda poudarjam, da so ankete strokovna zadeva, da so izjemno pomembne, da kažejo neko realno sliko, če razumeš metodologijo. To ne pomeni napovedi volitev, pomeni neko trenutno popularnost ali pa prepoznavnost tudi na določen način. In tista zadnja anketa, s katero je Pop TV posegel dejansko v politično dogajanje, je, torej, kot sem rekel, metodologija, ki popolnoma odstopa od standardnih mesečnih anket in je zaradi tega to nemogoče primerjati. Ne? Zdaj, vse ostale stranke so seveda v senci dogajanja, zaradi tega, ker ljudje ne spremljajo politike. Kot sem rekel, to nedeljo ne bo volitev, tudi naslednjo ne. Šele v finišu postajajo ankete volilne napovedi. Ne. V tem vmesnem času kažejo dejansko predvsem neko prepoznavnost in dejansko pogled na politični prostor iz vesolja, praktično res zelo, zelo oddaleč in bistveno je nekako spremljanje trendov. To je pa ključna informacija, ki jo lahko dobimo. Ne? In še enkrat zaupam v ankete ob razumevanju metodologije, ki povejo, kaj sploh ankete lahko kažejo. Ne? No, če pogledamo zdaj to trojko politikov, ne, Golob, Janša, Logar, pa povejmo zdaj recimo še nekaj zanimivo. Naprimer, SDS bi dobila 14,7%, če bi bili jutri volitve, ne? Gibanje Svoboda 12,9%, to je razmeroma veliko, dočinko Robert Golob pa Janša, pač predsednika teh strank, voditelja, sta pa na 17. in 18. mestu. Kako to, da je stranka tako visoko, ona dva pa tako nizko? No, to je še nekaj posebnega. To je pa spet ločena metodologija. Ne? Tam pa ljudje ocenjujejo od 1 do 5 in tam je zdaj ključna stvar, seveda, čim je nek politik, ki je močno opredeljen, z ene strani dobiva negativne ocene.
In zaradi tega so politično močne osebe na dnu te lestvice. Na vrhu pa so ljudje, ki so nekako, bom rekel, bolj Matjaž Han. bledi, neodbijajoči, Ja, da rečem na Matjaž ta Han. način. Zakaj? Zaradi tega, ker mu tudi nasprotna stran daje vsaj 3-4, torej neke pozitivne ocene. In Matjaž Han je tak tip politika, da dejansko na korekten način komunicira določene zadeve in ko ga tudi druga stran političnega prostora vidi, ga ocenjuje kot nekoga, ki je konstruktiven, pozitiven in mu ne da ocene recimo 1. Tako Janša kot Golob pa seveda na eni strani dobivata enke, na drugi petke. Jaz se spomnim pred 20 leti skoraj, da je bilo, bom rekel, smo bili v Socialnih demokratih najbolj veseli, ko je Borut Pahor začel zgubljati na barometru, zaradi tega, ker je takrat stranka začela rasti. Ker začel je zgubljati zaradi tega, ker je postal jasna alternativa Janezu Janši in je zaradi tega na drugi strani na mesto 4 ali 5 začel dobivati nizke ocene. Ne? Tako da spet je treba razumeti metodologijo in ta politični barometer oseb je pa mogoče še najbolj zamegljujoč pristop k analizi političnega dogajanja. No, tisti barometer dejansko ne pove čisto nič pomembnega za napoved volilnih rezultatov. Ampak v luči te ankete, recimo Anže Logar je razmeroma visoko na 6. mestu in tudi njegova stranka, Demokrati, bi na 3. mestu z 10,7%. To se pravi, on je edini, ki Ravno to sem hotel povedati, ta Ja. anketa je malo zavajajoča Ja. bila strani Pop TV-ja, zato ker ta anketa ni temeljila na vprašanju, torej koga bi volili, povejte sami, ali naštevamo vam stranke, koga bi volili, ampak na podlagi uvoda, kjer se je poudarilo, da je naredil svojo stranko ali bi jo volili. Ne? Številni politiki ali pa številni, ki so želeli vstopiti v politiko, so se izmerili recimo na tak način in jim je kazalo izjemen rezultat. Ne? Potem pa pride do dejanske izbire. Mi smo lahko videli predtem eno anketo Nina Medje, ki je z podobno metodologijo tudi prikazalo 10 do 12% potencijala gospodu Logarju, istočasno so pa izvedli standardno anketo in tam je imel pa 2,5%. Je bil celo pod resnico Zorana Stevanovića, recimo. Ne? Skratka, za primerjavo, ki je mogoče dejansko edini kazalec trenutnega stanja v političnem prostoru, je treba uporabljati standardno metodologijo. In mi bomo šele v 3-4 mesecih lahko ugotovili, kako se je pozicioniral v dejanskem strankarskem prostoru. Nedvomno pa je, da je gospod Logar špica svoje generacije, kar se tiče politike, in da ima izjemen potencial. Vprašanje je zdaj, ali je moment naklonjen politiki, ki je recimo pahorjanska, da rečem, kjer je temeljno sporočilo konceptualno, sodelujemo, povežimo se, ne pa vsebinsko opredeljeno. Pred 15-20 leti, recimo po obdobju Janeza Drnovška, je to bilo in je tudi to prineslo Pahorju najprej prevlado v sredini in potem se je levi del moral prikloniti njemu kot edini alternativi Janezu Janši 2008. Ne. Danes je situacija precej drugačna. Danes imamo popolno polarizacijo, imamo večino ljudi, ki je zelo, bom rekel, čustveno, z strastjo gleda na politiko in je vprašanje, ali je moment za takšno, da rečem, dokaj nevtralno politikov, ki samo sporoča, da je treba se pogovarjati in sodelovati, ne, ali ljudje želijo neke opredelitve, in v vsakem primeru bodo naslednji meseci šele pokazali, na kakšen način bo gospodu Logarju uspelo svoj osebni potencial prevesti v potencial njegove politične stranke. Ampak vendarle, ne, ti rezultati so pokazali, da je on se pozicioniral kar dobro in kot oseba in kot stranka. Komu je zdaj vzel glasove? Torej, v tej anketi bi verjetno se velik del glasov SDS-a prikazal kot potencialno bi volil Logarja. Ne? Ker v tej anketi je recimo SDS imel samo 14, sicer pa jih ima veliko čez 20. Ne? Ampak še enkrat, kot sem rekel, to je anketa, ki kaže, da del volilnega telesa SDS vidi tudi v njemu nek potencial. Potem se bodo morali pa dejansko odločiti. Ne? Ko je pa dejansko konkretna izbira,
pa je vprašanje, na kakšen način bodo delovali. Veliko tveganje v naslednjih mesecih je zdaj spet na tistem, s čimer sva danes začela. Na tem, da bodo prikazali SDS kot agresivno, nasilno stranko, da bodo inscenirali kakšen incident in da bodo na ta način želeli odbiti del volilnega telesa od SDS-a. Možno je pa seveda tudi druga varianta. Možno je, da se nekaj podobnega, kot se je v Ameriki zgodilo, da torej velik del javnosti vidi, da se dogajajo manipulacije v naši družbi in da reče dovolj je. Da reče, da mora dejansko Slovenija ustati in presekati s to prakso in da je edini način oster odnos do sistema, do razmerij moči, ki v Sloveniji vladajo zadnje desetletja. Kar pomeni, da je popolnoma možno, da bo s tem bojem za pravico se zgodila neka večja mobilizacija javnosti. Ne? Naslednji 3-4 meseci bodo izjemno pomembni ravno iz tega vidika, ker bodo postavili neka izhodišča za tisti finiš volilne kampanje. No, ta teden oziroma teden nazaj je bila tudi letna konferenca Trilaterale na Slovenskem. Poglejmo, kaj sta povedala dva, ki sta se je udeležila. Ta ni sam po sebi umeven, ampak treba se je zanj prizadevati. Včasih se seveda ne strinjamo, ampak prav je, da sedemo za isto mizo in se pogovarjamo. In to je pravzaprav namen tega formata zdaj v Sloveniji, ki ga prenašamo iz tega, kar dela Trilateralna komisija na svetovni in na evropski ravni. Zajemamo pa pravzaprav vse teme preteklosti, sedanjosti in izzivov in priložnosti tudi Slovenije za prihodnost. Tu je cela Slovenija, tu imamo gospodarstvenike, direktorje, profesorje, znanstvenike, politike, ene in druge, takšne in drugačne, ki se mnogokrat ne strinjajo. Imamo zelo, zelo različne posameznike in nič ni narobe, če se vsem ne strinjamo, ampak pomembno je, da se pogovarjamo. Gre za preprosto pravilo, da vse, kar se govori v dvorani, je lahko javno, ni pa javno to, kdo to pove. Zdi se nam, da lahko to prispeva tudi k kulturi dialoga, neka novost morda v slovenskem prostoru, ki smo se odločili, da jo gojimo. Torej, povejte nam zdaj, kaj vi menite o tem? Prva stvar je ta, da se vsi pač pogovarjamo. Ampak so potem kakšni sklepi, kaj se bo zdaj zgodilo naprej? Ne? Se pogovarjamo se tudi sicer lahko prijazno. Ne? No, jaz mislim, da so seveda vsak dogodek, kjer pride do izmenjave mnenj, sploh na takem nivoju, je seveda dobrodošel. Ne? To zdaj ne pomeni, da so to neki prelomni dogodki, ampak je pa neko določeno mreženje možganov naroda, da tako rečemo, ne? In izmenjava nekih pogledov. Jaz mislim, da je najbolj pomembno to, da na takih zadevah dejansko sodelujejo ljudje različnih mnenj, ne? Da ne pride torej do nekega enodimenzionalnega pogleda na zadevo, ker pogosto se recimo takim dogodkom očita, da so nekako globalistično zmanipulirani, da gre torej za forsiranje neke ideologije, ne pa za dejansko izmenjavo pogledov, in zato se mi zdi pomembno, da so tukaj dejansko sodelovali ljudje z različnimi pogledi, z različnimi torej ideološkimi pristopi k razumevanju današnjih izzivov, ne? Niso pa to seveda dogodki, ki bi pa zdaj prinašali neke sklepe, ki bi se prelevili v politiko, ne? Ja. Gre bolj za dejansko razvoj nekih idej, ki potem korak po korak pridejo v naslednje faze, torej v neko javno mnenje in v neke v neko politično realizacijo. Mi lahko v Sloveniji recimo opažamo že desetletja debato o tem, da je glavni problem, da nimamo sploh razvojnega modela, nimamo razvojnih prioritet. Nažalost se iz vseh teh debat še ni zgodila neka politična realizacija. Ne upam, da prihajajo leta, ko bomo naredili tudi ta tretji veliki korak, kot je pred časom rekel nekdanji predsednik Pahor, ne? Mi smo se kot narod poenotili in izpolnili dva velika cilja. Dobili našo državo, vstopili v evroatlantske integracije in pol nas je zmanjkalo, ne? Tretji veliki korak, torej dogovor o razvojnem modelu, in to družbeno, gospodarskem, kulturno
moralno-gospodarskem modelu nismo naredili in vsak tak dogodek lahko prispeva nekaj k izmenjavi, kristaliziranju teh idej in mogoče nekemu novemu nacionalnemu programu, tako kot je skozi stoletja recimo slovenstvo se skozi določene manifeste ohranjalo in gradilo. Ja, ampak glejte, zdaj najbrž so tu bili tudi kakšni politiki, videli smo Zalo Tomašič, ampak to na nek način, mogoče je bil tudi Anže Logar, ne vemo, ne? Ampak kaj je zdaj ta razlika med to njegovo platformo, ki ima praktično isto idejo, ne? Pogovarjamo se, prijazno se pogovarjamo. Kaj je zdaj ta razlika? Tu je vendarle neka elita, gospodarska elita, ne nazadnje, ko že govorite o etiki, tudi če bi gledali posameznike, ki govorijo v imenu te trilaterare, že takoj rečemo, že spet ta direktor, ja, že vemo, kaj bodo ljudje mislili, ne? In je cela zgodovina preteklih firm, v katerih je človek bil, kaj se je zgodilo. Tako da ali ima sploh to združevanje poleg nekega elitizma, ker to je ustanovil Rockefeller, sploh kakršnokoli možnost, da kaj uresniči, ali je bolj možnost na strani politike? No, v končni fazi je vedno naloga politike, seveda, da realizira določene ukrepe, ne? Ampak istočasno je pa tudi naloga, dajmo reči, ljudstva, da svojo mentaliteto razvija in od politike zahteva nekaj, ne? Zagotovo ne moremo preveč pričakovati od takih dogodkov in kot ste pravilno ugotovili, gre za nek elitistični dogodek. Pozdravljam samo dejansko vsak moment izmenjave nekih pogledov, ne bi pa pričakoval nekaj velikega iz takih zadev, ne? Enako velja tudi za platformo Anžeta Logarja, kjer je dejansko odpiral določene teme in to so pomembne zadeve, ne? Ni pa to, bom rekel, bistveno potem za dejanske spremembe, ne? Bistveno je, da na položajih dobimo ljudi, ki bodo imeli neko vizijo in ki bodo delovali v smeri te vizije. Zdaj, v 90-ih letih se mogoče spomnite tiste izjave gospoda Drnovška, da so politiki z vizijo za psihiatru, ne? Pa mu je takrat avstrijski kolega Vrnicki odgovoril, da politiki brez vizije so pa za veterinarju, ne? Skratka, potrebujemo novo rundo voditeljev, ki bodo sposobni razumeti najprej, kam peljati državo in jo potem tam tudi dejansko peljati s konkretnimi ukrepi, ne? No, ampak gremo zdaj na konkretne ukrepe tega tedna. Recimo, vlada je vzela denar Računskemu sodišču. 1/3 jim je vzela, a ne, in zdaj seveda imeli so tiskovno konferenco. Predsednica je rekla, da to posega v neodvisnost. In prav tako isto se je zgodilo tudi z Državnim svetom, ne. Ta praktična realnost je pa bolj kruta, pa ni tako povezujoča. To je otroški vrtec. Takšno vlado danes imamo, ne. Vlada se brani, da ni vzela sredstev za tekoče delovanje, ampak sredstev za investicije, ne. Ampak poglejte, ko se pripravlja proračun, poteka vrsta pogajanj. In vlada se je dogovorila z Računskim sodiščem, da bo zagotovila tudi sredstva za investicije, ker je to seveda osnova, da institucija lahko deluje. Ko pa je Računsko sodišče ugotovilo, da je minister za finance kršil zakon, je pa minister za finance iz proračuna umaknil že dogovorjena sredstva za investicijo, ne? In to je otroški vrtec in to je nesprejemljivo. Ampak spet imamo dvojna merila. Če bi se to zgodilo v prejšnji vladi, bi iz Bruslja prišle spet delegacije v inšpekcijo zaradi rušenja temeljev liberalne demokracije. Pa je prejšnja vlada imela več razlogov za delovanje proti Računskemu sodišču, ker se lahko spomnimo, da je prejšnji predsednik Računskega sodišča politično iz tiste pozicije nastopil politično v toku postopka, javno komentiral zaradi rušenja vlade takrat, ne? Pa kljub vsemu je edina reakcija vlade bila ta, da je bila kritična do njegovega delovanja z besedami, z nobenim drugim dejanjem, ne? Ta vlada pa na ta način posega v te institucije, pa ni nobene reakcije. Lahko rečemo, da se v Evropi šele sestavlja nova komisija, ne? Ampak kljub temu obstaja neka kontinuiteta organov in nihče iz Bruslja ne reagira. Zakaj? Ker imamo v Sloveniji globalistično vlado, ki ustreza današnjim vladajočim centrom moči v Evropi in zaradi tega ne bodo posegali. Posegajo samo takrat, ko obstajajo nacionalne vlade, ki ogrožajo obstoječi status quo v Evropi. To je pa status quo, ki dejansko duši
nekako Evropo in je tudi glavni problem vseh nas, ki živimo na tem kontinentu. No, saj predsednica Računskega sodišča je odgovorila na novinarsko vprašanje, torej, ali je to mogoče maščevanje zaradi nedavne afere Sodna stavba. Ona je rekla, malce grenkega priokusa mogoče ostaja in se poraja dvom, da bi to vseeno lahko pomenilo nekakšen vladni revanšizem. A močno upam, da ne. Konec navedka. Torej, ali imamo mi vlado revanšistov? Vsekakor, to smo videli že na vrsti lahko drugih primerov, pa tudi številnih, ki se ne vidijo v javnosti. Imamo vlado, ki ne razume svoje odgovornosti, zato ker so to instant politiki novo komponirani čez eno noč. In zaradi tega se seveda ne zavedajo, da je država resna zadeva in da so državniške funkcije nekaj več od egota enega posameznika. Pri finančnem ministru vidimo neko nerazumljivo aroganco in agresivnost za osebo, ki opravlja tako pomembno funkcijo, kot je Ministrstvo za finance v vsaki vladi doslej. Še nikoli v teh 30 letih nismo imeli takega primera, takega načina delovanja enega finančnega ministra. Ja, no, se je rekel, da je treba končati to norost v Šoštanju, pa je konec, ne, čez noč. To je zdaj to zadnje. Ampak vendarle, lejte, ko že govorimo o vladi in o spoštovanju zakonodaje, šef policije Senad Jušić je na funkciji nezakonito. Namreč gospod Lindav je uspel s tožbo glede neizpolnjevanja pogojev Jušića. In upravno sodišče je odločilo, da je sklep, da Senad Jušić izpolnjuje natečajne pogoje in da je primeren za generalnega direktorja policije, nezakonit. Ampak zgodilo se ni nič. To je nesprejemljivo, ne. Jaz sem na X-u primerjal tako situacijo s tistimi starimi westerni, kjer je lokalno kriminalno omrežje imenovalo svojega šerifa in ustrahovalo mesto, ne. To je seveda popolnoma nesprejemljivo. Pa se sploh ne spuščam v debato, ali je gospod sposoben ali ne biti na tem položaju. Jasno je, da je v postopku bil vsaj eden od korakov nezakonit in to je dovolj. Torej človek, ki je na vrhu organa, ki skrbi za spoštovanje zakonov, je na tem položaju z nezakonitimi koraki. Tu je prvi dan. Ne samo, da bi moral gospod odstopiti bi moral najmanj minister, če ne celo predsednik vlade. V vsaki normalni demokraciji bi se kaj takega zgodilo, ne? In to je popolnoma nesprejemljiva situacija. No, sej za ministra Poklukarja je zdaj pripravljena interpelacija, ampak kakšne so njene Prve izjave možnosti? kažejo, da bo koalicija kljub vsemu zamižala. Tukaj sicer Socialni demokrati so izpostavili nek kritičen pogled, tudi Levica je poudarila, da že ob imenovanju ga ni podpirala, ampak mislim, da na koncu bo seveda predsednik vlade jih spet, tako kot običajno, malo udaril po mizi in zaradi lastnih interesov, zaradi tega, da so se prilepili na določene fotelje, ne vidim nobene možnosti, da bi se kaj zgodilo, ne. Mislim, da samo nek izjemen pritisk vseh medijev, torej tudi tistih, ki so vladi naklonjeni, kar je seveda čudno, nemogoče pričakovati, bi mogoče prepričal predsednika vlade, da še enega vrže čez rame, tako kot je že koga drugega, ne. In to bo pa zelo težavna naloga. Ampak koliko teže ima tu zdaj ta ovadba predsednika vlade strani policije, vsa ta kuhinja, njegovo preiskovanje njega samega, njegovih podjetij, to igra kakšno vlogo tukaj? Jaz mislim, da ja, kot smo razumeli iz pričanja gospe Bobnar, je ravno to bila motivacija predsednika vlade, da je sploh posegal v politiko, da je torej celo zahteval konkretno za ime in priimek, koga bi bilo treba odstraniti. Torej, predvsem je šlo tukaj za primer ravno pri njemu doma, torej za določene ljudi v policiji, ki so preiskovali njegova domnevna kazniva dejanja. Skratka, zato pravim, da smo kot v nekem westernu, kjer lokalno kriminalno omrežje imenuje svojega šerifa za to, da ustrahuje druge ljudi, kriminalce pa pusti na miru. In to je nesprejemljivo, je že sploh, da se lahko pogovarjamo o tem na tak način. Da torej na tak način govorimo, je že dejansko uničenje legitimnosti policije. Ja, no in ta depolitizirana policija, ne, seveda hodi brez oznak
po Celju očitno s To je revolverjem samo za pasom. Tako, to je posledica vsega tega. Ali pa to, da recimo Romi pretepajo policaje, pa se nič ne zgodi. Skratka, imamo eno popolno anarhijo in zaradi tega je, bom rekel, že vrsta drugih razlogov, zaradi katerih bi minister moral odstopiti ali biti zamenjan. Ne? No, tudi gospa Urška Klakočar Zupančič, predsednica Državnega zbora, je doživela predlog za njeno razrešitev, pač zaradi kršenja poslovnika in tako pravijo neprimernega obnašanja. Kaj se bo zgodilo z gospo Urško Klakočar Zupančič? Verjetno nič. Spet bo koalicija pač dvignila roke v njem prid, ne? Čeprav je to še en bizaren primer. Ne? Državni zbor je tista institucija, v katerem leži suverenost ljudstva. To je ključ slovenske demokracije. In vodenje te institucije je nekaj najpomembnejšega v naši družbi. In gospa je enostavno naredila popolno štalo iz vsega tega, ker ni dorasla tej vlogi niti vsebinsko, ne izkustveno in niti karakterno. Jaz se ne vidim niti, da bi lahko sodelovala v kakšnem hišnem svetu, kaj šele, da vodi eno tako pomembno institucijo. Ne? Mislim, da je tudi karakterno dejansko popolnoma neprimerna za en tak položaj in to je tisti problem, ko dobimo instant politike, ki so novo komponirani čez noč in se ne zavedajo pomena, da je institucija nad egotom enega posameznika. Njeno ravnanje je nesprejemljivo, že kot obnašanje je nekaj, kar lahko sodi na kakšno divjo študentsko žurko, ne pa zagotovo v tako pomembno institucijo. Tudi njene kršitve poslovnika ali pa svojevrstna interpretacija v nasprotju z desetletno prakso interpretacije poslovnika so nekaj, kar ruši legitimnost slovenske oblasti. No, sej sodu je izbilo dno tole, da takoj učitajo kršenje poslovnika, ker je zavrnila referendum o privilegiranih pokojninah. Torej, govorimo o zakonu, ki bi privilegije mimo veljavne pokojninske zakonodaje pač omogočil nekaterim kulturnikom. Kaj vi menite o tem? Mi vsi plačujemo to pokojninsko blagajno, še upokojenci morajo plačevati v to pokojninsko blagajno, ampak mimo tega pač dobimo zbor nekih ljudi, ki imajo neke posebne zasluge. Jaz se strinjam s tem, da bi vsaka družba morala častiti tiste, ki imajo neke posebne zasluge, in športniki, in kulturniki, in znanstveniki, in vrsta drugih. Ne. Problem je samo v tem, ali verjamemo v poštenost sistema izbiranja tega. In jaz mislim, da tega pri nas ni. Ne, da vidimo enostransko izbiranje v vseh podsistemih naše družbe. In ne bi imel nič proti temu, da so nekateri posebej nagrajeni, če bi osnovni sistem najprej deloval. Ne, če pa gre to na rovaš vseh drugih 10 000 upokojencev, ki so garali vse življenje, je pa to seveda popolnoma nesprejemljivo. Ne. In to je samo ena v nizu potez, ki jih je predsednica Državnega zbora naredila, ki, še enkrat pravim, rušijo legitimnost naše oblasti. Ja, ampak tukaj smo, ne? Zakoni bodo. Zakoni se kar sprejemajo po tekočem traku z neko večino in nič ne Vsekakor, moramo. mislim, da bo tudi naprej ostala na tem položaju. Lahko samo komentiramo in čakamo naslednjo priložnost za spremembe. In še enkrat, odgovornost je na strani ljudstva. Na kakšen način bo interpretiralo vse to dogajanje. No, ta teden smo izvedeli tudi za novo ime, za novo ministrico za digitalno preobrazbo. To je Ksenija Klampfer, ki je že bila ministrica v prejšnji Šarčevi vladi, je bila ministrica za delo. Zdaj seveda dela na tem ministrstvu za digitalno preobrazbo, je pa ona znana potem, ko je bila na čelu upravne enote v Mariboru, je prepovedala koncert Marka Perkoviča Thompsona. In je potem se tudi ta odločitev izkazala za neustavno. Torej, kaj zdaj dobivamo mi na mesta ministrov? Torej, jaz mislim tako, da če smo že v taki situaciji, kot smo, je fajn, da pridejo na položaj nekdo, ki ima vsaj neke izkušnje. In tudi, če so te izkušnje bile brez nekih ustreznih rezultatov, je možno, da se je človek kaj naučil, recimo, po tej poti. Recimo. Recimo, ja, dobro, tudi kot ministrica, da tako rečemo. Ne? Ker
kaj je bilo? Ona ni veljala za ravno sposobno ministrico, bila je ministrica za delo, torej za ministrstvo, ki je najslabše na področju digitaliziranosti v Sloveniji, ki ima popolnoma zastarel, nemogoč sistem, procese, skratka, najbolj problematičen resor z tega vidika, zdaj bo pa skrbela za digitalizacijo celotne države. Ne? Ampak še enkrat, enostavno moramo potrpeti še to leto in pol do volitev in po eni strani je skoraj da boljše, da je nekdo, ki je imel vsaj nekaj izkušenj in se zaveda, kaj pomeni biti minister, kot pa da bi dobili še nekoga, ki bi čez noč prišel na ta položaj in sploh razumel, ne bi, kakšna je vloga ministra. No, kaj dosti, pa mislim, da si ni zaobetati do konca tega. Ampak zdaj, če smo spremljali že Stojmenovo Duh, ne, ona pravzaprav, jaz se ne spominjam, da bi bil kakšen program digitalizacije, razen tistih tisoče in tisoče računalnikov, ki se valjajo tam v Logatcu, ne, zato plačujemo veliko denarja, neuporabnih računalnikov. Kaj je zdaj program slovenske digitalizacije? Jaz mislim, da gre tle za majhne korake tu pa tam, predvsem vprašanje, ali se kakšen dobavitelj ustrezno dogovori s kom, nekih velikih razvojnih korakov pa tukaj ni. Ne. Še hvala Bogu, vsaj za našo, dajmo reči, kibernetsko varnost skrbijo malo bolj usposobljeni Američani, da nam zagotavljajo recimo neko obrambo na tem področju. Glavni problem je v tem, da ne gremo v korak s časom z sistemi, ki bi koristili ljudem. Lahko smo veseli, da dobimo kapljico po kapljico. No, so neki sistemi od aplikacije e-davki in tako naprej. Skratka, so koraki, kjer lahko z državo delamo recimo digitalno in nek napredek počasen se tukaj dogaja. Glavni problem pa je, da ni tistega kvantnega preskoka, kot se je dejansko pred leti imenoval celo program in vlade imajo, vsak, ki pride na ta položaj, lahko iz predala izvleče stari dokument, mislim, da je še 15 let star, kjer so takratni strokovnjaki že naredili program za res digitalni preskok Slovenije. Nažalost ga noben od ministrov, ki pride na položaj, ali ne uspe, ker je prekratko na tem položaju, ali pa niti nima namena izvajati. No, zdaj, če niso pritisnili tipke delete, ne, mogoče bo gospa našla v shranjenih dokumentih. No, seveda, zdaj pa prihaja tudi nova stranka Karla Erjavca, imeli so sestanek, kongres, to je zdaj sredinska, razvojno usmerjena stranka, mogoče bo ta digitalizirala, nagovarjala bo vse, ki jih skrbi prihodnost Slovenije. Zdaj niso več samo upokojenci, dobro, tistih 1000 evrov penzije, pozabimo, tega ni bilo. Ne, ampak kaj zdaj govori Karel Erjavec? Jaz moram povedati, da simpatiziram z njegovo vrnitvijo. Sem ga pred tedni srečal in sem tudi povedal, da v tisti zadnji fazi, tiste zadnje volitve, na katerih je nastopil, zadnje delovanje, je deloval zelo negativistično in se videla prav neka čudna energija in je tudi priznal, praktično bi bil neke vrste politična izgorelost takrat. Ne. Zdaj ga spet vidim v neki stari, malo bolj zabavljaški energiji in zdaj tako, če v levem bloku niso sposobni sproducirati nekega politika, ki bi lahko tam ostal več kot eno sezono, potem je res boljše, da se vračajo stari obrazi na levo sceno. Ne? Ker imamo desni blok, kjer ima tradicionalno strukturo politikov in generira nove osebe, kot je recimo Zala Tomašič, pa tudi nova generacija, recimo, ki jo je Nova Slovenija pripeljala na položaje. Skratka, imamo en del političnega prostora, ki se razvija na takšen način, kot se v zahodnih demokracijah ponavadi razvijajo, in potem imamo levi blok, kjer dobivamo nove in nove kandidate, ki pa se enostavno ne izkažejo. Ne? Trenutne analize ne kažejo, da bi ga levi blok, bom rekel, z simpatijami velikimi
sprejel, ampak bomo videli s časom. Ne. Torej, res je, da je takšna praznina v levem bloku, da lahko gospodu Erjavcu celo uspe vrnitev na politični parket. Ne. Ampak glejte, ne, je ena bistvena razlika med Karlom Erjavcem in Anžetom Logarjem. Ne. Anže Logar je rekel, da bi sodeloval z vsakim, razen z Janezom Janšo. Poslovni model Karla Erjavca bi pa ravno ta, Sodelovanje z vsakim. Z vsakim, tudi z Janezom Janšo. Točno to. Ja. Jaz mislim, da bo zanimivo spremljati, na kakšen način ga bodo dejansko določene strukture nazaj sprejele. Ne? Kot sem rekel, v levem delu političnega prostora je takšna praznina in takšno nezadovoljstvo, da obstaja prostor za manjše stranke, ki bi spet skoncentrirale določene strukture. Vsekakor vidim pri njemu več možnosti za uspeh kot pri kaki drugi stranki in staremu Desusu in še kakemu drugemu poskusu, ki se tam v unem delu političnega prostora postavlja. Bo pa veliko odvisno predvsem od tega, ali bomo imeli spet neko novo masovno hipnozo na levem, ne, in se bo zgodil spet neki novi mesija, ali pa bo dovolj kisika tudi za manjše politične projekte, kot je bilo recimo 2018, ne, ko je Marjan Šarec kot vodja neke regate dobil tam nekih 14%, pa potem ostali naprej, ne, in mislim, da bo najprej od tega odvisno, kakšen bo sploh potencial manjših strank. No. Ampak ta stranka zaupanje, ali je to zdaj neka leva stranka, sredinska, desna? Kakšna stranka je zdaj to? Vsekakor mislim, da je to leva stranka, da sodi v levi del političnega prostora, ampak kot smo ugotovili, z njegovimi izkušnjami, ki jih je imel skozi različne mandate, je bil seveda sposoben sodelovati v tej ali drugi vladi. Ne. V vsakem primeru mislim, da sodi v levi blok, končna konstelacija pa bo pokazala, kakšna bo lahko naslednja vlada. Ne. No, ta teden smo dobili tudi potrjeno novo Evropsko komisijo, ne. V njej sodeluje tudi naša predstavnica Marta Kos, ki v bistvu živi v Švici. Ne vemo, pravzaprav res naša, ni naša, no, vendarle. Zdaj, potrdili so jo, to komisijo, s 370 glasovi. To ni bilo toliko, kot so pričakovali. In čeprav je Ursula von der Leyen rekla, danes je dober dan za Evropo, povejte nam, v čem je ta dan dober za Evropo? V ničemer. Jaz mislim, da se nimamo kaj dosti obetati. Mislim, da se bo enostavno nadaljeval propad Evrope, zato ker je Ursula von der Leyen in celotna struktura globalistična, ki je organizirana okrog nje, razlog za propadanje Evrope. Še posebej pa po tem, ko je v Ameriki Trump premagal globaliste, mislim, da se bodo zdaj popolnoma skoncentrirali na Evropo in da bo ves globalistični denar prišel v Evropo kupovati glasove za takšno politiko. Ne. Videli smo sicer recimo prvo, lahko rečemo, klofuto malo tudi za našo komisarko, ker je Gruzija napovedala, da začasno raje zamrzne pogovore z Evropsko unijo, sploh zaradi groženj, ki jih je tudi Marta Kos na zaslišanju izrekla, da bo zahtevala od njih spremembo družinske zakonodaje in tako naprej. Ne. Skratka, celo okolica Evrope ugotavlja, da je nekaj narobe, da take Evrope ne potrebuje, in mislim, da si od te komisije in od Ursule von der Leyen ne moremo kaj dosti pričakovati. Komaj da je šla skozi s 370 glasovi, in zato se mi zdi recimo bizaren prispevek na Pop TV-ju, ki ga je novinarka začela z prepričljivo večino, je bila potrjena komisija, in potem je pa svoj isti prispevek zaključila s prikazom statistike, ki je pokazal, da je to najslabši rezultat katerekoli komisije do zdaj. Ne. Tudi znotraj ljudske stranke je seveda veliko nezadovoljstvo, tudi v levem bloku je veliko nezadovoljstvo. Skratka, nekako z zatisnjenim nosom je večina poslancev potrdila to komisijo, in še enkrat, mislim, da nimamo kaj dosti pričakovati. Upam, da bo vsaj situacija v parlamentu, predvsem pa situacija v posameznih članicah Evropske unije preprečila še kakšne velike neumnosti,
ki bi jih ta komisija lahko naredila. Ampak očitno bo fokus te komisije tudi naša Marta Kos, gre zdaj najprej v Kijev. Ne? To se pravi, ne samo širitev, širitev je pač bila bolj leporečna beseda, leporečni del tega naziva, ona je tudi komisarka za obnovo Ukrajine. To je bil glavni poudarek. Jaz mislim, da je to tudi zdaj glavni cilj določenih centrov moči. Torej, ustaviti vojno zaradi ugotovitve, da seveda na tak način se ne da voditi vojne proti Rusiji. Jaz sem že pred časom rekel, kdorkoli je pričakoval, da bo na podlagi dogajanja znotraj Ukrajine, prepovedi ruskih medijev, prepovedi ruskih strank, prepovedi ruščine in tako dalje, da bo Rusija reagirala drugače kot je, ker to je drugi svet. Mi ne moremo dogajanje v Ukrajini gledati z vidika srednjeevropskega pogleda na svet. To je evrazijski imperij, kjer posameznik ne pomeni čisto nič. Torej posamezno življenje ali posameznih več tisoč, pol milijona življenj za njih ne pomeni popolnoma nič, ker je to en vrednostni sistem, ki je nam tuj. Ampak takšen pač je. In to je naš sosed. Sosed, ki ni treba, da ga imamo radi, ampak ker takšen je, ga moramo kot takega tudi sprejeti in predvidevati, kakšne bodo posledice nekih dejanj. Če se je Evropa kljub vednosti o temu odločila, da spodbudi vojno v Ukrajini, potem bi bilo pošteno do ukrajinskega naroda, da bi evropski javnosti povedali, edina možnost, ki jo imamo, je totalna vojna. Ne pa to, kar se zdaj dogaja. Zdaj dejansko Evropa na kapljice plačuje ukrajinskemu narodu, da umira. In to je moralno izprijeno tudi strani določenih centrov moči. In to je zelo zapleteno vprašanje, ki ga seveda ne bo rešila Marta Kos, mogoče ga bodo v prihodnjem letu rešili kakšni močnejši centri moči. Vidim pa, da je očitno vojaška industrija svoj del, dajmo reči, interesov oddelala, izpraznila zaloge, predvsem pa prepričala vrh politike, da je edina možnost za Evropo, da avtomobilsko industrijo pretvori v vojaško industrijo. Skratka, ta del poslovnih interesov je urejen. Vidim, da se zdaj vedno večji pritisk seveda gradbenih interesov, da se gre obnavljati to, kar so njihovi kolegi recimo porušili. Tako da mislim, da bo to bistvena zgodba prihodnjega leta. Ampak kaj zdaj to pomeni za te argumente? Lejte, Rusija je napadla avtonomno, samostojno državo, ki je imela tudi zagotovljeno varnost, praktično z vsemi mednarodnimi pogodbami, to so ves čas govorili. A zdaj bomo kar mižali in gledali stran? Ne, mislim, tako mednarodno pravo ne obstaja kot pravo, kot ga recimo ljudje razumejo. Vidimo, da že nacionalno pravosodje ne deluje pošteno in tako naprej. V mednarodnem pravu je pa to sploh tudi Haškega sodišča nekateri stvar razmerij in moči. Lomi se nek konsens preteklih desetletij. Torej, geopolitično se svet popolnoma spreminja, vzpostavlja se en multipolarni svet, kot je temu rekel Karl Schmitt, pluriverzum. Ni uspelo euroatlantskemu imperiju prevladati nad celotnim svetom, ampak obstajajo različni centri moči. In seveda si ne moremo zatiskati oči pred tem, kar se dogaja, ampak še enkrat, kot sem rekel, ali obstaja v Evropi ljudski konsens, da gremo v totalno vojno z državo, ki ima v ozadju, lahko rečemo, tudi določene verske blazneže, ki pričakujejo konec sveta in so sposobni sprožiti ta konec sveta. In o tem se sploh ne pogovarjamo. Torej, na kakšen način ravnati z evrazijskim imperijem? Še enkrat, mi ne moremo Rusije ocenjevati v skladu z našim vrednostnim sistemom, ker ni del našega sveta. To ni del mentalitete, ki je šla skozi liberalno, demokratsko revolucijo in evolucijo, ki je temu sledila. In premalo je razprav v tej luči, vidimo predvsem neko demagoško moraliziranje političnih voditeljev brez realnega pogleda na situacijo na terenu. Ali se moramo bati, preden Trump pride v Belo hišo, začetka 3. svetovne vojne?
Jaz mislim, da bo seglih na ruski strani dovolj racionalnosti, da tega ne bodo naredili. Gre sicer za demonstriranje določenih potez, kot je bila uporaba balističnih raket, zato da se opozori in pokaže, kaj se lahko dogaja. Mislim, da je pa res nesprejemljivo, kaj počne Bidenova administracija v odhajanju. Ja. Torej, ne Biden, ker ta itak ne vemo, njegova administracija v odhajanju. Ja. To se mi zdi pa zelo tvegano in problematično. Mislim pa, da tudi Rusija razume, da gre tukaj za poteze neke strukture, ki bo jutri odstranjena iz centrov odločanja. No. Dobro, kaj pa januarja, ko pride Trump? Najprej mora preživeti, ne? Dosti je spekulacij o tem, ali bo še kakšen poskus atentata. Mislim, da je nemogoče napovedati, kakšen bo razvoj dogodkov. Ne? Dobili bomo, zdaj v Sloveniji smo že vajeni takih nekih, bom rekel, političnih revolucij čez noč, pa tudi kakih bizarnosti. Trump je tokrat sestavil neko ekipo, kjer je nemogoče napovedati, na kakšen način bo to delovalo na različnih področjih. Ne? Zagotovo bo, kot sem rekel, skoncentriral globalistične sile v Evropi, v Bruslju, z pritiskom na vse evropske države z tega vidika in bo tukaj velik izziv in velike napetosti znotraj same Evrope. Prihaja nekaj izjemno pomembnih volitev, seveda so nemške tukaj nekako najbolj odločilne, ampak mislim, da bo zelo pomembno spremljati dogajanje v nekaterih drugih velikih državah. V končni fazi je zanimivo dogajanje v Franciji, tudi tam skušajo recimo liderko opozicije spraviti v zapor in jo onemogočiti kandidaturo. Zelo zanimivo je spremljati dogajanje v Poljski. Poljska je kandidat za naslednji imperij evropski, torej Nemčija je v zelo hudi gospodarski in družbeni stiski, Poljska ima nek stabilen razvoj in videli smo sicer, da je prišlo do pomembnega političnega preobrata s Tuskovo zmago, ne pa do preobrata na, dajmo reči, vsebinski družbeno-politični ravni. Uspel je amortizirati mogoče določene ekstremne poglede na nekaterih področjih, nadaljuje pa z razvojem Poljske in z določeno pozicioniranostjo tudi glede migracij, torej glede ohranjanja evropske identitete. In Poljska je dovolj velika država v dobri gospodarski kondiciji, v veliki kulturni homogenosti, ne glede na tisti, ne bom rekel, skoraj da razkol, ki se je zgodil, ki je pripeljal Tuska na oblast na zadnjih volitvah. Ne? Tako da Poljska je mogoče kandidat za naslednjo lokomotivo Evrope, če se Nemčija ne bo spravila k sebi. No, te ekstremi, ki se sedaj malce brusijo po Evropi, se brusijo tudi v Sloveniji. Namreč Miha Kordiš iz Levice, ki je bil najbolj ekstremen, pravzaprav zamrznili so mu članstvo. Ne? Kaj zdaj to pomeni? Bo tudi ta naša Levica postala bolj elitistična? Ne? Seveda, zdaj so se usedli v te stole. Točno to. Ja, mogoče ima kakšna stanovanja. Zgodilo se je to, kar se je zgodilo v večini takih projektov po vsej Evropi. Torej ni to prvi primer skrajne levice, ki se je prilepila nekam na položaj in ker je prišlo do razkoraka tistih, ki dejansko verjamejo v idejo in tistih, ki so verjeli do momenta, ko so se usedli na fotelje. Mi vidimo zdaj dejansko pri teh funkcionarjih, torej najprej vsi resorji levice delajo za nič, vidimo na vseh resorjih določene težave, hkrati si pa izplačujejo dodatke na plačo, skratka skrbijo za po par 100 evrov koristi tu in tam. Na drugi strani imamo pa dejanske idealiste. Ne? In zdaj tako, gospod Kordiš je eden najbolj primitivnih poslancev, kar smo jih imeli v teh 30 letih, ampak treba mu je priznati, da je pa zvest svoji resnici, da pa ima srce na skrajno levem polu in da je zagotovo tisti predstavnik levice, ki se ni prodal, kot je recimo Luka Mesec nakazoval, da se je navadil recimo na poslansko plačo. In da je Miha Kordiš dejansko srce in obraz prave skrajne levice. Jaz mislim, da je ta razkol bil samo, seveda je dolgo časa se
razvijal in to ni samo razkol med Kordišem in ostalimi funkcionarji levice, ampak razkol v stranki nasploh. Torej, ekipa, ki je dobila priložnost, da nekaj pokaže, se ni izkazala. Na vseh področjih so težave, nesposobni so voditi resorje, ki so jim bili zaupani in mislim, da se bo to pokazalo tudi na prihodnjih volitvah. Še posebej, ker zna biti, da se bodo razbili na več tekmujočih se strank ali nekih iniciativ, torej, ker je levica taka, da raj naredi neko politično zadrugo, kot recimo politično stranko. Ne? Ampak kdo ima več možnosti, da pride v nov parlament? Kordiš ali pa Mesec? To je zdaj veliko vprašanje. Ne? Luka Mesec se je takrat zgodil zaradi odločitve Pop TV-ja, da mu omogoči nastop na tistem zadnjem soočenju, ko je levica prvič prišla noter, bil je pomemben obraz levice in levica je imela dejansko, dajmo reči, podporo nekega urbanega dela levice, ki ni bil zadovoljen s socialnimi demokrati ali pa, dajmo reči, ni padel pod hipnozo novih obrazov. Mislim, da je velik del tega telesa zdaj tudi malo razočaran. Zna se zgoditi, da ne en, ne drug ne bo prišel. Jaz verjamem, da bo Miha Kordiš dejansko predstavnik obraz najbolj ekstremne levice, mislim, že tako, bom rekel, bolj ekstremno od ekstremnega, mislim, da gre res težje, da bi šlo še kaj bolj ekstremno od njega. Imeli bodo pa težave, torej najprej v tem, da se bo že tako majhen bazenček glasov razbil, hkrati zna pa en del teh glasov pobrati, tudi če se zgodi projekt gospoda Prebiliča ali pa kdo tretji. Ne? Skratka, na koncu se zna zgoditi, da ne en, ne drugi ne pridejo čez prag naslednjega parlamenta. Dobro, zdaj končajmo z gospodarstvom, seveda to je najbolj pomembno. Ne? Gospodarstvo praktično, bomo rekli, diha na škrge. Namreč kriza v Nemčiji se bo pokazala tudi pri nas, to je gospod Han, potem direktorica, gospod Nachtigal, Šimon Tiborka, to so šefi gospodarske zbornice. Oni opozarjajo že dlje, na tem posvetu na Brdu pri Kranju so opozarjali na energetiko, prehransko varnost, kibernetsko varnost. Kaj od tega ima največ možnosti, da uspe? Mogoče ta energetika, zdaj te omrežnine, dobra, kibernetska varnost ste omenili, tako drugi skrbijo za nas, mi smo tu precej šibki, ne? Prehranska varnost, mogoče so zdaj vključili tudi kmetijstvo, omenili so, da je bilo že veliko subvencij danih, pa da od njih ni pravega rezultata. Kje je zdaj ta naš srž problema? V nesposobnem vladanju. Jaz mislim, da ta mandat kaj pametnega ni za pričakovati. Poglejte, mi smo imeli 2 mandata odličnega ministra za gospodarstvo, gospoda Počivalška, v 3 različnih vladah in je bil nek stabilen, počasen napredek. S tem, da se gospodarstvo lahko zaveda, ko pogleda za nazaj, da je on dejansko bil borec za gospodarstvo v vladi. Mi smo imeli v covidu, v času res svetovne histerije, drugo najbolj učinkovito ekonomsko politiko po oceni OECD-ja. Skratka, tudi v tistih pogojih je bila borba za gospodarstvo izjemna. Zdaj imamo ministra Hana, ki je v redu, pozitiven, razume tudi gospodarstvo, ampak njegov aparat enostavno ne deluje. Jaz vidim na številnih primerih, da je enostavno kolaps popolnega aparata, tudi znotraj konstelacije te vlade enostavno nima dovolj moči, zato je največ, kar lahko naredi, da se tu in tam distancira od delovanja predsednika vlade, ministra za finance in je škoda za gospodarstvo, da nima večje moči, da bi lahko kaj dejansko naredil. Lahko obljublja, lahko govori, lahko napoveduje, rezultatov pa enostavno ni. In mislim, da prihajamo v zelo tvegano obdobje, zaradi tega, ker na nek način smo malček zaspani, ker še vedno imamo dober standard življenja, še vedno je v Sloveniji dovolj denarja, da se vzdržuje neko stanje, prihajajo pa zelo, zelo tvegana obdobja in naša država ni pripravljena na to. Že gospodarstvo je komaj da pripravljeno, samo nekateri segmenti gospodarstva mogoče lahko gledajo nekako naprej. Imamo velik potencial na tem področju, ki se zelo razvija, na področju biotehnologije. Tukaj se Slovenija res lahko vzpostavi kot nek
Evropski razvojni center zaradi določenih igralcev, ki so se na pameten način lotili te zadeve. Izjemno zahtevna bo pretvorba avtomobilske industrije, to je 20% našega GDP-ja praktično, ki bo moral poiskati nekaj popolnoma novega, ker ta pot, po kateri je ta del industrije šel, enostavno se je prišlo v slepo ulico. Največji potencial, pa vidim pa najmanj konkretnega dela, je pa dejansko na prehrambeni, torej na najbolj strateški industriji, ki obstaja, to je zagotavljanju hrane dejansko od njive do krožnika. Kar smo itak vse prodali Hrvatom. Pa tudi, če bi to delovalo, bi bilo, mislim, ne bi bil takšen problem lastništvo, problem je v tem, da enostavno nimamo nobenega koraka, ki bi najprej postavil kmete kot strateško ključen segment naše družbe, ki bi dejansko postavil čast temu poklicu, ki vsem nam omogoča življenje. Mislim, brez njih ni nas. Ne vem, se lahko vrnemo na neko nabiralništvo, pa tu in tam kakšne robitnice nabiramo. Dejansko je to strateško bistvena panoga, ki nima tiste časti, ki si jo v vsaki družbi zasluži. In glede na torej na izzive prihodnjih let bi bilo torej pomembno, da bi najprej te perspektivne panoge znali razvijati, pa ni samo biotehnologija. Mi imamo določene fenomenalne skupine na področju IT-ja, na področju blockchaina, umetne inteligence. Skratka, naši ljudje sodelujejo pri vrhunskih projektih, kjer sicer ni slovenske zastavice, ker država tega ni sposobna narediti. Imamo izziv, kako pretvoriti avtomobilsko industrijo, pa tudi, če bo šla dejansko v vojaško industrijo, kot Evropa načrtuje, in imamo izjemen izziv, kaj narediti na področju kmetijstva in prehrambene industrije. In bojim se, da od te vlade nimamo kaj dosti pričakovati. Ampak eno vprašanje se pojavlja, zdaj, ko je začela delo nova Evropska komisija, seveda vsi večinoma so si edini, da je prejšnja Evropska komisija naredila ogromno škode prav s tem zelenim prehodom. Tisto vprašanje, ki se pojavlja, je, ali je možno, da zdaj nova komisija karkoli popravi. Namreč, glejte, mi zdaj že zapiramo TEŠ 6, ne? Pa smo ga drago plačali, pa veliko pokradli zaradi teh nekih kuponov. To je čist fiktivna stvar. Torej, kaj zdaj lahko nova Evropska komisija popravi od tega? Avtomobilska industrija se že selila na Kitajsko. Energentov nimamo. Kaj zdaj lahko sploh naredi ta nova? Ne vem, če si lahko obetamo, da lahko kaj popravi, lahko vsaj upamo, da bo manjša stopnja škodovanja. Za naprej. In da bomo nekako preživeli. Mislim pa, da bo največja teža dejansko se vrnila na nacionalne države, kjer se vidi velike razlike. Vidimo, da je recimo Italija se izjemno dobro postavlja. In Italija, ki je bila bolnik Evrope, postaja zgodba o uspehu. Vidimo, da Madžarska dobro deluje. Vidimo, da ima Hrvaška v 3. kvartalu letošnjega leta najvišjo gospodarsko rast v Evropski uniji. Skratka, vidimo, da so določeni primeri, kjer politika očitno počne prave korake. In mislim, da bo velika teža ravno na nacionalnih volitvah, ki bodo uspele amortizirati neumnosti Evropske komisije pod vodstvom Ursule von der Leyen. No, zdaj končajmo s temi adventnimi lučkami, ki se prižigajo po celi Sloveniji, tudi v Ljubljani. Torej, kaj si lahko obetamo do konca leta in seveda v prihodnjem letu? Kakšen dober žur, pa malo sprostitve, tako da rečem, no, in da lahko vstopimo v novo leto z malo napolnjenimi baterijami. No, jaz mislim, upam, da bo december vesel za večino ljudi, to je tudi tisti moment nekega premisleka, obljub, upanja in verjamem, da vsaj del teh obljub in upanja se potem tudi realizira nekako v naslednjem letu. No, iz vaših ust v Božje ušesa, gospod Sebastijan Jeretič, najlepša hvala za vaše komentarje. Hvala za vabilo. In hvala tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci, za pozornost. Nasvidenje.